No, pa poglejmo. Kaj imajo skupnega diskontna trgovina, recimo tirolski upornik in simfonični orkester? Na prvi pogled se zdi, da prav nič. A povezuje jih ena sama preprosta beseda – Hofer. In ta beseda, kot bomo videli, odpira vrata v en tak presenetljivo zapleten svet. Svet, ki sega vse od zgodovine in umetnosti pa do, polic v supermarketu. Pa se lotimo te uganke. Kaj točno je Hofer? Sliši se preprosto, ampak odgovor je precej bolj zapleten, kot bi si morda mislili. Zdaj bomo skupaj začeli odkrivati vse te različne plasti pomenov. In zmeda se pojavi res, takoj na začetku. Za večino nas v Sloveniji, pa tudi v Avstriji, je Hofer pač trgovina, sinonim za nakupovanje. Ampak pojdite samo čez mejo Nemčijo in beseda Hofer pomeni nekaj čisto drugega. Tam imajo hoferske simfonike, priznan simfonični orkester. Torej živila ali violine. Kako lahko ista beseda predstavlja dva tako popolnoma različna svetova? No, skrivnost se začne razpletati, ko ugotovimo, da je Hofer v resnici tudi zelo pogost priimek. Izhaja iz nemške besede Hofer, ki pomeni nekaj v smislu dvora ali dvorišča. In ravno tukaj, pri ljudeh, ki nosijo to ime, se odpre cela zakladnica različnih pomenov. Pa začnimo z zgodovino. Andreas Hofer. To je verjetno najslavnejši nosilec tega priimka. Govorimo o narodnem junaku, vodji upora proti Napoleonovim silam na Tirolskem. Njegovo ime ima torej res globoke zgodovinske korenine, simbolizira upor, neodvisnost. To je res velik del zgodbe. A zgodba gre naprej, v svet umetnosti, kjer je ime Hofer pustilo res neizbrisan pečat. Imamo Karla Hoferja, nemškega ekspresionističnega slikarja, potem Franza Hoferja, pionirja nemega filma, pa Evelyn Hofer, izjemno fotografinjo. In seveda ne smemo pozabiti na glasbene odre, kjer je odmevalo ime švicarske rock legende Paula Hoferja. Od slikarstva do rock'n'rolla, res, to ime je povsod. In če se zdi, da je to že veliko, počakajte. Zgodba se nadaljuje v svetu znanosti in akademije. Imamo Bruno Hoferja, ki je kot ihtiolog preučeval življenje pod vodo, pa Helmuta Hoferja, matematika, ki se ukvarja z abstraktnim svetom številk. In potem je tu še Philip Hofer, ki je na Harvardu kot kustos varoval neprecenljive zbirke knjig. Spet, popolnoma različna področja, a eno in isto ime. Seveda, ne smemo pozabiti na šport. Ime Hofer najdemo tudi na največjih športnih prizoriščih. Od zasneženih strmin z biatloncem Lukasom Hoferjem do igrišč ameriškega nogometa s Paulem Hoferjem, pa vse do tatamijev z judoistom Ernstom Hoferjem. Ime je torej prisotno v samem vrhu svetovnega športa. In za piko na i, da zaokrožimo to paleto, ime najdemo tudi v sodobni politiki. Norbert Hofer je znan avstrijski politik. To samo kaže, da priimek ostaja relevanten in prepoznaven tudi v današnjem javnem življenju. No pa poglejmo, kje smo. Imamo upornika, slikarja, matematika, celo vrsto športnikov, politika in seveda verigo supermarketov, vsi pod istim imenom. In zdaj se postavi vprašanje, kako za vraga internet ve, katerega Hoferja iščemo, ko to besedo vtipkamo v iskalnik? Kako v vsem tem kaosu informacij sploh najde nek red? Rešitev je pravzaprav presenetljivo elegantna. Imenuje se razločitvena stran. To je v bistvu nekakšen digitalni kažipot. Najlažje si je predstavljati kot prijaznega spletnega knjižničarja, katerega edina naloga je, da vljudno vpraša. Se opravičujem, o katerem Hoferju točno bi radi izvedeli več? In deluje izjemno preprosto, a učinkovito. Prvi korak, stran prepozna, da je izraz Hofer dvoumen. Drugi korak, v enem preglednem seznamu ponudi vse možne pomene, od supermarketa pa do Andreasa Hoferja. In tretji korak, z enim samim klikom nas usmeri točno tja, kamor želimo priti. Problem rešen. Ampak tisto, kar je pri tem res zanimivo, je, da te strani niso samo neki dolgočasni seznami, so pravzaprav ključen, a pogosto popolnoma neviden del celotne spletne infrastrukture. Res so kot zemljevidi, ki nam pomagajo, da se ne izgubimo v tej poplavi informacij in da vedno najdemo pot do pravega cilja. In ta problem sploh ni omejen samo na en jezik. Razločitvena stran za Hofer obstaja v kar 12 različnih jezikih. To nam pove nekaj pomembnega. Ta zmeda zaradi več pomenskih besed je očitno globalen izziv in razločitvene strani so globalna rešitev.
In morda najboljši del vsega tega je, da so te strani del sistema, ki se nenehno sam izboljšuje. Tale poziv, ki ga vidimo, pravzaprav spodbuje vsakogar, da pomaga, da popravi povezave in jih usmeri neposredno na pravi članek. Gre za nekakšno skupno delo, s katerim vsi skupaj gradimo boljši, bolj natančen in bolj uporaben splet. In tako se naša pot tukaj nekako zaključi. Začeli smo z eno samo preprosto besedo, na koncu pa odkrili celo vesolje zgodb. In morda je to tisto glavno spoznanje, da se za skoraj vsako besedo, ki jo uporabljamo, skriva neka nevidna mreža pomenov, ljudi in usod. In tako se lahko vprašamo, koliko takšnih skritih svetov se pravzaprav skriva v besedah, ki jih vsak dan jemljemo za samoumevne.